Draga družba, dragi prijatelji, čas je za drugo epizodo nove oddaje, nove rubrike Istogartner razmišlja na glas. Ja, tokrat si bom malo pomagal tukaj z švingelci, ker nimam vseh stvari v glavi, ampak rad bi malo podebatiral o tej zdaj že zelo glasni alžirski boksarki Iman Khelif, ki je dvignila ogromno prahu med uporabniki Facebooka, svetovnega spleta in tako naprej, ker naj bi bila po mnenju mnogih moški, ki je boksala z žensko in jo je čisto razbila in ta je po parih sekundah odpovedala dvoboj, da to ne gre več tako naprej. Skratka, cela štala je nastala zdaj iz tega. Moram priznati, da sem tudi sam na začetku takoj se oglasil, glede na to, da imam zelo liberalne nadzore, kot veste, sem v prejšnji epizodi zagovarjal otvoritev olimpijskih iger, ampak tokrat sem pa rekel, hej, čakaj, tukaj pa meni nekaj ne štima, tukaj pa moram jaz malo stopiti na pravično stran in povedati, da to ni fair, da se naj bi moški pretepal z žensko, torej moški, ki je zdaj ženska, pretepal žensko in seveda imel zaradi tega tudi prednost v moči. Ampak potem sem pa šel malo raziskovati in dejansko obstajajo eni zelo zanimivi članki v preteklosti te zdaj že zelo glasne Iman Khelif iz Alžirije, ki naj bi se rodila kot proper ženska in naj bi imela seveda malo bolj povečan testosteron zaradi zmešnjave pri kromosomih, če povem to po domače, in se je že tudi večkrat bojevala in boksala, in jo je, by the way, leta 2022 jo je premagala ena irska boksarka Amy. Dajmo si ta posnetek, kako jo ta irska boksarka premaga, zdaj zavrteti, samo tisti zadnji del, ko roke gor dvigne sodnik. Dajmo si to pogledati, pa pridem nazaj. So as we expected, Broadhurst announces the winner there. Evo, se pravi čist proper dvoboj ženske z žensko, tako rekoč, in ta boksarka nima nobenih posledic na obrazu, ni razbita, ni stolčena, tako kot ta slika zdaj, ko kroži, češ kako je ta Iman Khelif močna in kako jo je lahko razbila in vse tako naprej, glede na to, da ima tako močen udarc, ampak če pogledaš to Irko, ta je pa čist normalen obraz, ima pa še zmagala je leta 2022. In kakor vem, so te Iman vmes dovolili boksa, potem so jo prepovedali boksati, skratka cela pizdarija je okrog tega, ampak tako sem rekel, zanimivo je to, da internet zagrabi ena norija in zapopadejo neko novico in vsi zdaj seveda so znoreli, da to je moški, da ni to fair, da je moški pretepal žensko, da to se je že pokazalo pri otvoritvi olimpijskih iger, v kak degeneriran svet mi gremo, ampak nihče pa ni teh drugih člankov prebral, mislim, da je ta članek na hrvaškem Indeksu, zdaj ga tule gledam pred sabo, a veš, zelo zanimiva stvar je ta članek, ampak tega članka jaz sem ga parkrat delil na Facebooku, ampak ga ni noben dejansko kaj dosti upošteval in delil naprej, v smislu, kaj zdaj to neki bluziš, to se vidi, da je moški in tako naprej. In ta stvar mi je fascinantna, ko pride neka drugo pojasnilo, da mogoče pa ni čistko, kot smo na prvo žogo mislili, ljudje tega ne zagrabijo, ker je to spet LGBT, ker je to trans, ker je to degeneracija in tako naprej. In karkoli bi ti pokazal in dokazal, ni v bistvu čisto nobene veze nima in jih ne bo zanimalo. Jaz razumem gnev, razumem nezadovoljstvo, razumem, da ste ziritirani. Tudi jaz na prvo žogo sem rekel, čakaj, fuck, pa se ne more ta beba zdaj boksa, tule zdaj gledam ta članek, se ne more ta beba zdaj boksati za ženskami, če je v resnici bila moški prej. Ampak ne, kot kažejo uradni podatki, se je rodila kot ženska.
Torej, ne gre za transspolno osebo, gre samo za žensko, ki ima več moškega hormona, kot sem uspel razbrati. Ne. Če se ne spoznam strokovno toliko na to, da bi lahko zdaj to z zagotovostjo podprl, kar govorim, ampak želim povedati to, da se mi zdi v bistvu neumno, da zdaj tega drugega dela ne zagrabimo in malo ne razmišljamo, da zadeva ni tako črno-bela, da ni tako easy, kot se govori, ne? In da ta Iman Khelif, ne, dejansko očitno res ni moški, ne? Trans ženska, trans moški, whatever, ampak da je ženska, ki ima pač malo več moških hormonov, ne? In zato je verjetno mičke bolj močnejša, ne? Ampak ta slika, ki so jo delili, kak je zdaj ta njena nasprotnica razbita, kot da bi zdaj kaj, če boksa ženska žensko, priješ pa ven čist lepo z normalnim obrazom, spomnite se pizdarija, kaj je bila ona, Ronda Rousey, ne? Kaj je ta znana fighterka, ne? Poleg Gine Carano, Ronda Rousey, kaj je, mogo bi izgooglati, ko je zadnjem dvoboju, ki ga je izgubila, prišla razbita ven totalno. Ne. Zdaj ta slika, ki kroži po internetu, zdaj nam prikazuje, kao, ker je pa ta Iman Khelif ne je bila moški, je pa uno tako razbila, ker drugače bi se pa kaj žensko borila, bi prišla pa ven lepo našminkana, pa je nič ne bi bilo. Tudi ženska ti lahko razbije obraz. Ne. Tako da to je manipulativna in brezvezna slika. Ne. Ampak tako sem rekel, kar je meni na koncu res fascinantno, je to, da je ta posnetek, ki smo ga prej pogledali, ne, te Irke, jo je pa očitno razbila, ne, jo je premagala in je bila ženska. Ne. Torej, ženska je premagala žensko. Ne. Ampak tega posnetka ne bo noben delil. Ne. Tega posnetka ne bo noben zapopadel. Glej, čakaj, pa res, ne. Ni bila razbita, pa še premagala. Ja, torej, moraš biti res dober nasprotnik, da pač to Khelifovo premagaš. Ne. In kaj je še bolj pomembno, ne, in kar mi je zelo smešno, a veš, češ, to je zdaj nekaj novega, ne? Te trans zadeve, te kromosomi gor dol, to se je zdaj prvič pojavilo, glejte, kam smo prišli, kaj se dogaja. Pa kaj ste vi pozabili, ljudje božji, kakšne ste kvasili malo nazaj, ko je Jolanda Čepla klaufala, pa je bila Mutula njena nasprotnica. Pa ste čekali, da je moški v resnici to, ne, veš. Pa kaj je bilo 4 leta nazaj, Carlos Simeneja, ali kaj je bila tista tekačica, ko so jo pol ponižvali, da se mora sleči in pokazati, če je res ženska, ne. In pa sem šel malo googlati in malo raziskovati, ne, in sem ugotovil, da že od leta 30, ko so olimpijske igre, so te trans zadeve prisotne tako drugače in so tekmovali športniki, za katere niso bili čisto prepričani, ali imajo več moških hormonov, ženskih hormonov, ne, tako da to ni nič novega. Ta vaša zgodba, ne, da je to zdaj nenadoma, ta LGBT tako močen, trans tako močen, da tega prej ni bilo, bullshit, bilo je, samo treba je malo zgooglati, ne. Ampak vi tega ne zgooglate, ne, vam je pomembno samo to, kar vam Facebook servira, čredni nagon in potem gremo v sud, razsud in znoret, ne. Dajte pogooglati malo zgodovina transgender nastopov na olimpijskih igrah. Pa bo vrgli ven en par dobrih člankov in boste notri videli v bistvu, koliko let je že to, ne. In če na koncu še enkrat namerno zarolamo ta posnetek, kjer Irka razsuje Khelif, ne, in dvigne roko gor, da bo še enkrat jasno, da se Khelif očitno da premagati in da vendarle ni tako nadnaravno močna, kot se zdaj tu prodaja. Samo mora biti pa seveda njena nasprotnica zelo dobra, kar očitno ta punca, ne, ki je zdaj pač ja, pa sem celo življenje sanjala, pa sem želela na olimpijske igre. Zato, če si ti sanjala, pa želela na olimpijskih igrah, še ne pomeni, da si ti res dobra. Ne? Pa želela si, ne? Ampak ne pomeni, da si ti dosti dobra, ne? Da boš lahko premagala to Khelif. Ne? Očitno ta Irka je bila in jo je razsula, ne? Kot vidite na posnetku. In dajmo si ob koncu za slovo še enkrat torej pogledati to. Pa srečno. So as we expected, Broadhurst announces the winner there.